V avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen, opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pnevmatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroen. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni. V tem res prelepem okolju bomo posneli kratko oddajo, intervju z zagorskim županom in podpredsednikom Državnega sveta Matjažem Švaganom. Gospod župan, leto je spet naokrog in če pogledate na to zadnje leto, ki je bilo nekako zaznamovano tudi s korono, kako vi gledate na to preteklo leto? Izredno uspešno leto, predvsem na področju cestne infrastrukture, kar se tiče iz državnega nivoja, potem center šolskih in obšolskih dejavnosti na prvinah, prav tako skoraj 2 milijona evrov smo investirali v sanacijo plazov na področju naše občine in tudi državnih sredstev iz občinskega proračuna, tako da izredno uspešno leto. Seveda je pa najpomembnejše, da tudi v teh težkih časih gremo še največji investicijski zagon v zadnjem obdobju, ko vodim Zagorsko dolino. Kako je na vas, pa tudi na življenje v občini vplival ta svetovni problem koronavirus? Lahko rečem, da to obdobje najtežje v mojem življenju pri vodenju občine Zagorje ob Savi. Na koncu vlada je res naredila svoje, ampak župani so le odgovorni za zaščito in reševanje svojih ljudi. Marsikateri ukrep smo sprejeli na svojo roko, zagotavljali tudi svojo proizvodno zaščitna sredstva za dom starejših, za pomoč na domu, ko so obstajali trenutki, ko ne država, ne občine nismo tega imeli, ampak smo imeli pa svojo proizvodno zaščitnih mask. Tako da je to sigurno obdobje, ki je zaznamovalo delovanje ali pa mojo zgodbo o uspehu pri vodenju Zagorske doline. Moram pa reči, da sem spoznal, da imam res dobre društva, dobre ustanove, od zdravstvenega doma do doma starejših občanov, Rdečega križa, Karitasa, lahko bi našteval res, kot sem rekel, vse, ki delujejo, in to sem pri tem spoznal, kako v življenju dajaš, tako tudi sprejemaš. Tako da je tudi ena pozitivna izkušnja in tudi občanke in občani so s pozitivno noto sprejeli moje ukrepe, ki sem jih izvajal kot župan občine Zagorje ob Savi. In ravno zaradi tega sem čutil tudi odgovornost in dolžnost po navodilih stroke, da se ljudje čim več cepijo proti gripi, in občina bo omogočila vsem brezplačno cepivo in pa cepljenje v zdravstvenem domu Zagorju, tako v okviru koncesionarjev kot v okviru javne službe zdravstvenega doma Zagorje. Ampak še enkrat poudarjam, to je prosta odločitev posameznice oziroma posameznike, ali bodo to koristili ali ne. To ni politična odločitev, to je odločitev stroke. Nekateri so bili kritični, ker ste zaprli tudi rekreacijske površine Evroparka. Zakaj ste se tako odločili, tudi že potem, ko je bila epidemija nekako preklicana? In nobena skrivnost, po pogovorih, ki sem jih imel tudi s sosednjimi župani v Sloveniji, ko se je v posamezni občini pojavilo večje število COVID-19, ko so zapirali igrala, so potem rekli, da grejo v Evropark se igrati na mesto svoji občini, in to ni nič nenavadnega, to je samo v korist vseh tistih, ki bi želeli priti v našo občino, ki živijo v naši občini in ki so želeli igrati na naših igralih, da jih zaščitimo. Če ima nekdo COVID ali če občina ima večje število covida,
ne sme biti stigmatizirana ali zanemarjena ali manj vredna. To je sestavni del življenja. To še vedno obstaja v tej družbi, pri meni tega ni, ampak sem na prvo mesto postavljal človeka in če imam možnost, zakaj ne bi tako ukrepal. Seveda pa moram reči, ko berem nekatere izjave posameznic in posameznikov, veste, lahko je biti za Facebookom in imeti pred sabo kakšno Coca-Cola ali pivo ali pico in komentirati, sproščati nad županom. Je lahko, ko pa se enkrat na funkciji, pa mnogo težje, ampak delam po svojem občutku in tisto, kar je prav, nikomu pa ne škodujem, ker še vedno pravim, eno leto gor ali dol, ali en mesec gor dol, ali teden gor dol, če je kakšna stvar zaprta, nikoli ni pri COVID-19 preveč. Še nekaj besed o občinskih nagrajencih, kdo so letos? Kar se tiče nagrajencev, moram reči, da je tukaj gospod Janez Lipec. Vsaka beseda je odveč, mislim, da ga poznamo, kaj je delal, kaj je storil v občini Zagorje, tako da ga priznanje v pravem trenutku na pravem mestu, prave roke. Prav tako gre tudi za gospoda Gasjolja Bojana, direktorja Trojan, ki zaposluje ogromno ljudi iz naše občine, je Zagorjan in tudi izredno humanitaren, vsakemu pomaga, ne poznam, da komu ne bi pomagal. In kljub temu, da je sosednje občine, jaz sem ga vedno imel kot za Zagorjana in tudi Trojane, mislim, da morajo nekoč nazaj pod občino Zagorje, kot pravijo, so že nekoč bile, ampak so jih politično potem izločili iz naše občine. Tudi v tem okolju je odraščal, ne nazadnje, ne? Tako in poznana je tudi rudarska zgodba, tragična iz njegovega življenja, tako da so te povezave pozitivne. Potem je pa še Cvetka Garantini, ki je tudi poznana na svojem področju. Vemo, s kakšnimi težavami se to društvo ukvarja, ampak moram reči, tako vesele druščine in tako veselih ljudi, ki jih srečujem na prireditvah, jih še nisem v svojih mandatih srečal in slišal, tako da cela ekipa so res enkratne ženske in tudi moški, ki so prisotni. No, potem je pa še tudi humanitarni predlog, ki pa dajemo tudi mu svoje mesto, ki je bil najprostovolec Zasavja in tudi v slovenskem prostoru zelo poznan, tako da ta 4 priznanja ne bi tudi dali v naši občini. No, kateri bodo tisti projekti, ki se jih bo občina lotila do naslednjega občinskega praznika? Želimo pričeti z izgradnjo kolesarske steze Zagorje, Kisovec do Podtrojan. Mi zahtevamo tudi 3. odstavni pas za tovornjake oziroma kolesarsko pot, navezava na vseslovensko kolesarsko povezavo. To je zelo težak projekt, ker ne gre pot po obstoječi trasi, ampak gre po novi trasi, ki jo vzpostavljamo z novim projektom, pridobivamo zemljišča. Sigurno najtežji projekt v zgodovini občine Zagorje ob Savi, tudi po investicijskih sredstvih, gre za sredstva Evropske unije in pa občinskega proračuna. Prav tako v teh dneh gremo razpis, ki je v povezavi na ta projekt Rogličeve kolesarske poti, je tudi nabava električnih koles. Na železniški postaji Slovenske železnice postavljajo že kolesarnico za kolesa, poleg pa še tudi mi za električna kolesa. Postavljeno naj bi 5 postaj, Zagorje, Kisovec in Izlake električnih koles, 50 naj bi jih naročili in tudi po novem letu naj bi ta projekt vzpostavili. V teh dneh postavljamo tudi temeljni kamen za regijski gasilski center v Srednjeslovenski. Pričenjamo z izgradnjo obrtne cone Selo, kjer smo v preteklosti
90% zemljišč prodali za naše investitorje, ki živijo v naši občini in želijo ustvarjati še boljše pogoje in zaposlovati, ker vemo, da smo pod slovenskim povprečjem po brezposelnosti, ampak vsak dan je nov dan. Prav tako za energetsko sanacijo in kompletno obnovo upravne stavbe SVEA, za potrebe glasbene šole, baleta in pa regionalne razvojne agencije. Smo pa tudi v fazi razpisa za obnovo in energetsko sanacijo telovadnice Toneta Okrogarja in pa tudi izvedli smo razpis za asfaltiranje več kilometrov cest, ne samo v urbanem delu, ker bomo šli obnovo vseh mestnih ulic, ravno iz naslova, ker Telemach ne bi vzpostavil nov sistem. Potem Elektro smo pozvali, da večji del kablov, ki so po zraku, da grejo v zemljo, vključno pa tudi Telekom izvaja optiko na tem področju, zato smo tudi mi pristopili k tej investiciji. Tako da smo res zelo uspešni in prepričan sem, da nas čaka svetla prihodnost. Gospod župan, dolgo se že poznava, kar nekaj oddaj sva že posnela, tudi nekaj obljub ste tudi dali, pa se potem niso realizirale, tako knjižnica Premogov Kristal naj bi bil takrat, pred leti, potem tudi stanovanja na Kidričevi, bile so table, potem tudi govorili ste že o obnovi telovadnice, novi telovadnici pri osnovni šoli Toneta Okrogarja, potem ste govorili tudi o wellness centru, o plavalnem bazenu, novem naselju, zdaj pa nimamo ne Medijskih toplic, ne bazena. Je kar nekaj projektov, za katere pa verjetno tudi vi sami niste ponosni, da vam niso uspeli. Omenili ste res veliko projektov, tudi pri vodenju občine so dovoljene sanje. Mi smo res želeli vzpostaviti ta plavalni center v okviru osnovne šole Toneta Okrogarja. Določene obljube so bile, potem je prišla tudi svetovna oziroma predvsem slovenska kriza. To je bilo 8-letno, 7-letno obdobje, ko v državi ni bilo enostavno za zebre, za prehoda, za pešce. Glejte, sedaj je COVID, kaj nas čaka v prihodnje in tudi to, kar sem danes govoril, kaj bom storil, ljudje optimizem od mene pričakujejo. In tudi ta knjižnica, ki je bila v dogovoru z Integralom Zagorje, ta Črni kristal, je bila v dogovoru, potem so se spremenili lastniki, do dogovora ni prišlo, ni bilo tudi določenih evropskih razpisov za nove knjižnice. Ampak to so bile projekti, ki so bili in tudi pri osnovni šoli Toneta Okrogarja smo šli z razpisom, računali smo, da bo država kakšen razpis izvedla. V 10 letih ni bilo niti centa za osnovne šole, ampak če nimaš projektov, nimaš vizije, tako jaz to kritiko popolnoma sprejemam in kot sem rekel, kaj bi bilo, če bi vse naredil, kar sem narisal ali izpomnil. Tudi Medijske toplice, če bi jaz lahko jih rešil, pa če bi bil lastnik, bi jih sigurno rešili. Občina ni niti 1% lastništva, nima na tem objektu, razen kar imamo iz nadomestitve za uporabo stavbnega zemljišča. Tisti, ki so pa to zgodbo do kje pripeljali, seveda pa vem, da je veliko posameznikov, ki lahko govorim ure in ure v ekran, pa bo še vedno imeli zgodbo, da je Švagan pokopal Medijske toplice. Tisti, ki pa takšne izjave poslušajo, ki so milijone potegli od Medijskih toplic, se pa smijo, pa pravijo, Zagorjani, kar dajte ga še bolj, mi pa uživamo. Ampak upam, da bodo tudi Medijske toplice doživele svojo uspešno zgodbo. Še zadnje vprašanje, ste tudi del slovenske državne politike, ste podpredsednik državnega sveta. Zdi se, da je bil državni svet malce bolj aktiven v času Šarčeve vlade kot zdaj v času koronavirusa, ko vlado vodi Janez Janša. Je to samo vtis tak? Zdaj vetov ni toliko, kot bi jih bilo prej. Res je, gre za zakonodajo, ki posega v življenje ljudi, socialni položaj, ukrepov, ki jih je sprejela država na področju turizma, gospodarstva in smo posamezniki, ki nas določene določbe motijo. Tudi tisto, kar je bilo iz naslova
vpliva nevladnih organizacij, je bilo veliko kritik tudi v državnem svetu, zakaj jih sedaj izločevati. Tudi Ekokrog je tukaj bil prisoten pri ustavni pritožbi, ki je bila uspešna. So posamezni segmenti, ampak na koncu pod črto smo vse 3 zakone podprli, skoraj 100%, ravno iz tega naslova, ker smo v izrednih razmerah in državni svet je tisti, ki vladi pač pomaga, in te razmere sedaj primerjati z prejšnjimi leti, mislim, da ni primerno, ampak še prihaja čas, ko bo tudi državni svet kakšen veto dal, ne zato, ker je Janševa vlada, ampak ker ne bo sprejemljiv za državni svet, ker državni svet ni politični organ, ampak je bolj veliko lokalno vezan in pa, kot sem rekel vodoma, politično neobremenjen. Potiho se govori, da bodo lahko župani znova kandidirali ali pa bili hkrati tako župani kot poslanci. Vi ste že bili v teh obeh funkcijah, se še spogledujete morebiti z poslansko funkcijo? Zaenkrat o tem nisem razmišljal. Slišal sem, da se o tem predlogu pogovarjajo, ampak zaenkrat mi je prioriteta občine Zagorje ob Savi, da je pripeljem do konca mandata uspešno. Hvala. Hvala tudi vam. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.